vse čas to zagovarjalo, takratno vodstvo seveda, da ne bo nesporazuma. Tudi nekatere informacije znotraj so, da se je to pač poskušalo pomesti pod preprogo in zato je bila cela ta zgodba sploh mogoča. Mogoče samo še en podatek, ki je res zanimiv za vse, ki plačujete drage provizije, položnice, nakazila. Za prenakazila ob takem obsegu sredstev je takratno vodstvo celo oprostilo plačila ob prilivih na ta račun. Gre pa za $1 milijardo. Predstavite, koliko denarja so jim po domače rečeno šinkali. In zagotovo, to najbrž vsakomur tukaj jasno, tega ne storiš, če kar tako. Kam je pa šel ta denar? Mogoče ste našli tudi kakšno povezavo s kakšnimi terorističnimi organizacijami? Glejte, to je preiskovala komisija, ki preiskuje pač področje bank. V dokumentih, ki so jih poslali nam, sledi, da je bilo to razdeljeno na nekaj čez 9000 naslovov in iz podatkov, ki so, se pa seveda tudi vidi, kam približno je ta denar šel, ampak ker so to pa zaupni dokumenti, pa lepo prosim, ne sprašujte, ne iz katere banke, ki je bila pod embargom, je denar prišel, nekam je šel, ker tega pač pa res ne morem povedati. Je pa vas denar prišel iz Irana? Denar je prišel iz več naslovov, bil pa je v največji meri povezan s Iranom. Kako poveste, katere institucije so upozorili, da pozabljali na to, kaj se dogaja čas? Pravzaprav reakcije so prišle izjemno pozno, še enkrat povem. Ne bom govoril o tujih službah in tujih institucijah, ampak v Sloveniji je izjemno pozno reagiral prav Urad za preprečevanje pranja denarja. Kot rečeno, so obvestili organe pregona. Šele potem tam nekje v temu zadnjega pol leta v dvoletnem dogajanju oziroma konkretno policijo šele v zadnjem mesecu. To očitno nekomu ni bilo v interesu, da se tukaj hitro odreagira. So pa strani posameznikov in strani določenih služb bila že prej dana opozorila, ampak vse se je zaustavilo na uradu. To, kdo konkretno so bili vpleteni, katera podjetja so bila in vse to pa pač upam, da razumete, da glede na to, da gre za dokumentacijo, ne moremo razlagati.